Ena od rednih aktivnosti Nogometne zveze Slovenije je skrb za izobraževanje in usposabljanje trenerjev. Poteka na več nivojih, poseben poudarek predstavljajo predavanja strokovnjakov iz UEFA. V letu 2023 je oddelek za usposabljanje trenerjev Nogometne zveze Slovenije v sodelovanju z UEFA organiziral tečaj za predavatelje oziroma učitelje trenerjev. V celoti ga je vodil UEFA strokovnjak Rud Doktor, ki je Slovenijo ponovno obiskal v začetku junija, ko se je pri nas začel nov tečaj za trenerje mladih UEFA Mladi A. 22 kandidatom za mladinske trenerje oziroma vodje nogometnih šol je predaval na temo identifikacija talentov v nogometu. Obenem je podelil tudi diplome 15 novih učiteljev trenerjev, ki so lani uspešno zaključili posebno usposabljanje. Coach educators have a huge impact on the quality of football because coach educators work with coaches, so better coach educators make better coaches make better players and better players make better football. Na prvi pogled zelo preprost sistem iskanja načina, kako biti višji, hitrejši in močnejši, ki pa skriva skrbno izdelano strukturo usposabljanja. UEFA poudarja ta način dvosmerne komunikacije znotraj tečajev in mislim, da je Rud Doktor tudi nam dal veliko znanja, kako spraševati pred treningom, po treningu, kako delati zelo razumljive in dobre prezentacije, tako da smo imeli več modulov v 3 delih. Vsi so seveda pomembni, vsaka etapa na poti usposabljanja ima svojo težo, vsak, ki slušatelje pri tem usmerja, ima svojo nalogo. Ena pomembnejših je prav v rokah učiteljev trenerjev. They are on the top actually of the chain. And that's why it is so important to put more emphasis on the quality of coach education. V centru pažnje mora biti razvoj individualnega igralca, zato je pa potrebno veliko dela, entuziazma, pa predvsem znanja, ki ga potem probamo tle na naše kandidate naprej prenašati. Premalkrat se reflektiramo, kaj dejansko pomeni talentiran igralec. Res je bilo dobro slišati poudarek, da ni vse vedno na fizičnih sposobnostih, kar večina trenerjev najprej vidi na igrišču, ker pač igralec odstopa glede svojih fizičnih sposobnosti. Veliko je drobnih elementov, ki se sestavljajo v celovito nogometno zgodbo. Šolanja niso samo priložnost za nadgradnjo znanja, ampak tudi za izmenjavo pogledov, ki imajo pogosto predznak okolja, iz katerega prihajajo. Na ta način zvemo nove stvari. Tudi gospoda danes, ki je prišel iz Nizozemske, smo poslušali za neke stvari smo obnovili, dosti novega slišali, tako da novo znanje je zmeraj dobrodošlo. Eden od pomembnih tovrstnih poudarkov je, da je potrebno gledati igralca kot celoto in pa tudi, kaj igralec dejansko na koncu doprinese ekipi. Tija je usposabljanje za naziv Mladi B letos nadgradila z udeležbo na šolanju za licenco UEFA Mladi A. Tečaji potekajo vsako leto in tako naredila naslednji korak trenerskega usposabljanja. Mladi B je bolj namenjen kandidatom, ki se vidijo tam do 15. leta, Mladi A pa vsem kandidatom, ki se vidijo potem v večjem nogometu, se pravi v delovanju z nekimi elitnimi igralci, govorim kadetska, mladinska prva liga in vodje nogometnih šol nekje v prvi ligi. Zaokroženo je torej še eno nogometno šolsko leto. Slušatelji so naredili korak naprej. Prihajajo novi. Bomo tudi v bodoče zagotovo še razširili ta nabor predavateljev in bomo v planu je naslednje leto ponovno organizirali podoben tečaj. Z namenom, da se bodo trenerke in trenerji med svoje varovance podajali opremljeni z znanjem in tudi z njegovo pomočjo krmarili med zahtevami svojega poklica.